nepogrešljiv na praznični decembrski mizi. Decembr je klasika, železen repertoar, mislim, ga vseh slovenskih gospodinjstev. Nekateri prisegajo na domačega, drugi ga kupijo pri lokalnem mesarju v trgovini, tretji si ga privoščijo v restavraciji. Je res ena taka naša klasika in smo ponosni na njega. Receptura se ni menjala že 15 let, zato ker je okus bil sprejet na trgu in je stalnica v teh prazničnih dneh. Kako torej biftek pravilno pripraviti? Na kaj biti pozoren pri nakupu? Tatarski biftek je kulinarično visoko vreden, po drugi strani pa, ker je svežega mesa, je tudi visoko rizičen. Markišavci, majhno naselje v občini Murska Sobota, kjer je tudi šunkarna, delikatesa, restauracija in mesno-predelovalni obrat Kodila. Že več kot 30 let tukaj izdelujejo kakovostne mesne izdelke, še zlasti decembra, pojasnjuje vodja proizvodnje Eugen Velikonja, seveda tudi tatarski biftek. Pa tam tedensko 2 tone pred Božičem pa pred novim letom. To je kar precej, ne? Ja. Mislim, bistveno več kot sicer. Kot bistveno več. Nekje 80% ga naredimo za praznike decembra. Postopek je utečen, recept natančen. Se pravi, v naš biftek grejo majoneza, zev, kumarice, čebula, pekoče feferone, poper, kapre, kajenski poper, muškatni oreh, morska sol, rdeča paprika, tabasko, konjak in tekoča paprika. Iz tega se potem naredi emulzija, ki se doda mesu. Ja, ko se meso pripravi, se potem dodaja emulzija. Tu imamo potem glavno sestavino, v bistvu biftka, ne, to je meso. Ja, to je goveje stegno, se pravi, izključno iz govejega stegna mi delamo biftek, pomeni iz zunanjega stegna, z šala in z belega krajca. Očistimo vse tetivo, maščobo, se pravi, ostane čisto meso. Torej, meso gre zdaj tukaj na mletje in dodate... Najprej damo čebulo pa morsko sol, potem pa emulzijo, ki smo jo naredili za čimbe. To gre na meso? Ja. Še emulzija. To je zdaj prvo mletje, ne? To je prvo mletje. Zakaj je pomembno, da se dvakrat melje? Dvakrat se melje zato, da se ta emulzija poveže z mesom, pa da je lepo mazljivo, pa da ne odstopa, se pravi, začimbe ne odstopajo od mesa. To je zdaj biftek po 2 mletjih, ne? To je narejen biftek. To je končan biftek, ja. Zdaj pa gre na polnjenje. Mi ga polnimo v kozarce, se pravi, male kozarce 150 gramov in večje kozarce 330 gramov. Zdaj, ko je napolnjen, kaj pa potem z njim? Ko se napolni, sedaj se gre v vakuumirko, pomeni, da se zvakuumira, da se ustvari potlak in potegne iz njega zrak zaradi obstojnosti. Bistveno drugače je, če biftek pripravljamo ročno. V ljubljanski restavraciji Brdi ga imajo, pripoveduje eden od kuharjev, Bor Pavlovčič, na meniju ves čas, ne samo decembra. Verjetno je pomembno, kateri kos mesa? Ja, ključno, ne, najboljša. Zdaj se lotam tako, da grem vzdolž. Zdaj, ko dobim tako lepo šnitko, v bistvu tukaj malo te maščobe se da stran, da je res lep meso. In zdaj takole trakce gremo še lepo na kocke. Ja, zdaj smo dobili take kocke in bom jaz takole na pladenček lepo razporedil. In zdaj ta čas bo tudi meso malo oksidiralo, malo bolj pordečelo. Na to sledijo začimbe. Na drobno narežemo šalotko, še kapr, to vse sesekljamo. Kumara. In čuna tukaj na tako malo količino. Zdaj pa še malo te polnozrnate gorčice, pa dižonska gorčica. Zdaj imamo še prepeličji rumenjak, enega bom dodal v sam tatar, enega bomo pa dol gor na vrhu dal kot okrasen, pa si ga potem gor zmešaj. Damo takole za eno porcijo mesa. Zdaj gremo rumenjak, olivno olje, malo popra, pa malo soli. Zdaj prvo to zmešamo, zdaj gremo lahko še
to mešanico noter. Je pripravljen za serviranje. Strežejo ga z ocvrtim krompirčkom. Na vrhu rumenjak. In pa zaključimo s pomfrijem. To je to. Evo, Klasični tatar. tako. Tatarski biftek je jed, ki temelji na mitu o krimskih Tatarih. Ti naj bi, tako legenda, zjutraj pod sedlo položili zrezke mesa, da bi jih celodnevno jahanje zmehčalo in bi jih lahko zvečer surove pojedli, a dejansko gre za klasiko iz francoske kuhinje. Ker gre za jed iz surovega mesa, so tveganja za zdravje bistveno višja, medtem ko našteva najrazličnejše potencialno nevarne bakterije, viruse in parazite, pojasnjuje predstojnik Inštituta za varno hrano, krmo in okolje pri veterinarski fakulteti, dr. Andrej Kirbiš. Tisti glavni povzročitelji, na katere lahko naletimo, so predvsem listerija, monocitogenes, potem verotoksična Escherichia coli, salmonela, potem seveda Campylobacter jejuni in pa Staphylococcus aureus, čeprav Staphylococcus aureus je navadno težava, če v bistvu imamo opravka z nehigieno pri sami pripravi. Kar se tiče parazitov, bi tukaj mogoče omenil predvsem Toxoplasmo gondii, ta je še posebej navadna za nosečnice. Lahko bi še omenili mogoče viruse, noroviruse ali pa hepatitis A, ki seveda tudi predvsem zaradi, bomo rekli, nehigiene, bi lahko prišlo do kontaminacije oziroma okužbe. Med najbolj ogroženimi so nosečnice, otroci in starejši. Pa še posebej tisti, če imajo kakšne bolezni, imunokompromitirani ali pa če imajo kakšne kemoterapije in tako dalje, tukaj seveda obstaja pač večja nevarnost, da bi se lahko okužili. Tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije, kjer so pred 3 leti pri kar 5 od 10 testiranih biftkov zaznali vsebnost zdravju škodljive bakterije listerije, zato pri nakupu oziroma pripravi svetujejo previdnost. Potrošnikom svetujemo, naj kupijo biftek pri zaupanju vrednemu prodajalcu, naj vedno preverijo tudi rok uporabe, prepričajo naj se tudi, da je biftek na prodajnem mestu hranjen v hladilniku ali pa v neki hladilni vitrini, ter po samem nakupu naj ga čim prej spet shranijo doma v hladilnik in čim prej porabijo. Če se pa lotevajo sami, potem pa naj izberejo kakovostno in predvsem sveže meso, ter tudi med samo pripravo naj bo meso dobro ohlajeno, pa ne sme imeti nekega čudnega vonja ali pa barve. Med pripravo naj poskrbijo tudi za čistočo in spet hranijo v hladilniku in čim prej porabijo. Da pazljivost ni odveč, kaže izbruh salmonele pred 3 leti. Zbolelo je več kot 130 ljudi iz večjih koncev države, zelo verjetno prav zaradi tatarskega biftka. Inšpekcijski postopek jih je pripeljal do slovenskega proizvajalca, kjer so že potrdili prisotnost salmonele. Na upravi za varno hrano sicer tatarski biftek zagotavlja vodja sektorja za veterinarski nadzor Branko Podpečan, redno vzorčijo. V letu 2023 smo vzeli 21 vzorcev tatarskega bifteka, od tega je bil eden neskladen in smo ugotovili listerijo monocitogenes. V letu 2024 je bilo vzetih 20 vzorcev, to leto so bili 4 neskladni vzorci, kar je bil potem povod, da je uprava v decembru 2024 uvedla še izredni nadzor, da se preveri dejansko stanje, ker so pokazali rezultati v rednem monitoringu in je bilo vzetih 29 vzorcev in od tega je bil potem samo eden neskladen in sicer je bila ugotovljena listerija monocitogenes. Izvor je bil, poudarja Podpečan, večinoma pri mesu. Iz naših rezultatov izhaja, da verjetno, da je bila surovina tiste, ker niso dovolj pazljivo izbirali za to vrstno proizvodnjo. Letos pri 10 odvzetih vzorcih biftka neskladi niso ugotovili, a kljub temu niso odveč na sveti prvega moža kodile. Prvi, kako bi rekel, je surovina, drugo je pa higiena in pa bi rekel hranjenje tega. To je zelo pomembno. Priporočamo seveda, kdo tudi dosti biftka se doma naredi, da na to daje veliko pozornost. Pomembno je tudi pravilno pakiranje. Pravilno pakiranje pa pomeni, da se ni možnosti sekundarne kontaminacije v kozarcu, se pravi v kotlirane atmosfere in seveda na hladna veriga je zelo pomembna. Stabilnost verige, se pravi do 6 stopinj priporočamo, čim nižje, tem bolj postane biftek aromatsko in pa mikrobiološko stabilen.
Praktično noč in dan v teh decembrskih dneh biftek pripravljajo tudi v Mercatorjevem invalidskem podjetju. Proizvodnja biftka sicer traja celo leto, ampak tam letna količina ima manj kot 50 ton, več kot polovica se pa naredi zdaj od 15. decembra do konca leta. Proces je dovršen, natančno določen, najprej razlaga direktor proizvodnje Matic Kleindienst, mletje mesa. Kjer se meso zmelje na ustrezno debelino, da je potem tudi struktura mazava. Nato se zmleto meso da v mešalnik, kjer se mu doda tiste tipične začimbe, dodatke. Kaj so začimbe, ki jih vi dodajate v biftek? Ja, začimbe so drugače skrivnost naše recepture, so pa, reče se fine set, to je že dolgoletna tradicija, odkar se izdeluje biftek. Začimbe, kot so čebula, česen, zenf, majoneza, kapre, filetin, to so glavne zadeve. Meso se homogenizira z začimbami, zato da dobi to lepo teksturo mazavo. Potem gre pa na napolnjenje, na doziranje v posodice. Tukaj poteka polnjenje preko vakuumske polnilke, da se iz biftka, iz sredine čim bolj izčrpa zrak, da se prepreči kvarjenje in oksidacija. Biftek, pojasnjuje Janko Kodila, še zdaleč ni enak biftku. Tule imamo biftek, ki ga delamo za trgovino, se pravi za malo prodajo, kjer je pomembno rok uporabnosti, se pravi je drugače priprava bifteka kot pa restauracijski biftek, ki je narejen takoj pred stranko in za stranko in se takoj poje. Razlika je pa tudi v vrsti mesa. Se pravi, govorimo, če začnemo pri tem, meso govejega stegna. Tule imamo tatarski biftek ročno rezan iz pljučne. Tule pa imamo tatarski biftek iz wagyu goveda. Se pravi, zelo pomembno za tatarski biftek je kvalitetna surovina. In seveda tudi različne surovine od pljučne do wagyu bifteka ali pa mesa stegna govejega ima različno senzoriko, različno strukturo in seveda tudi druge zahteve pri pripravi, kar se tiče mehanike in pa seveda sestave začimb. Takšen je denimo postopek šefa restauracije Kodila Boštjana Lačna. Za klasičen restauracijski biftek nucamo najprej suhozorjeno pljučno, se pravi filet mignon goveje, ga najprej malenkost zamrznemo, da imamo bolj lepo kompaktno, da ga lahko na tanko narežemo. To, tak. Se pravi, ista debelina, kako smo narezali, zdaj idemo na isto širino. Pa dejansko na čisto isto širino še kockice, tako je. Še enkrat. Pa kar je še zelo pomembno, ko vedno mešamo se pravi, skledo damo na led. Zato, ker še vedno delamo s surovim mesom, najprej posolimo z grobo soljo, s fino soljo, pa z svežem mletem pisanim poprom. Iz drugih mokrih sestavin pa Lačen naredi emulzijo. Šalotka, reliš, domača medena gorčica, aioli. Se pravi, aioli je majoneza, ker delamo sami, ampak aioli je s pečenim česnom, tako je dodan pečen česen. Malo belega olja, malo olivnega olja, drobnjak, pa malenkost čili omake, stoka je resno močna. Se pravi, ko pomeni, ko naredimo emulzijo, pa te sestavine res dobro premešamo. Tak, zdaj, ko imamo emulzijo, pa jo dodamo k mesi, soli pa popri. Tak, pa res dobro premešamo. Evo, tak je tatar dejansko narejen. Najboljši je svež. Tak šerinke
imamo večinoma vsi doma, če ne imajo babice, žene, štokoli za krofe, če ne za drugo. Tako uporabimo to, vzamemo skledo, nafilamo tatar, mi dajemo gor na drobno narezano stebelno pa gomolno zeleno z malenkost šalotke, lahko pa po želji, ne vem, lahko sveži rumenjak pride not. Nekateri dajo rumenjak, ja. Tako je, sveži rumenjak, komot, mi pa dodajemo dehidriran rumenjak, ampak ga naribamo. Tako, malenkost zelenja, se pravi drobnjak, sveže narezan, pa je tatar pripravljen za mizo. Nekdaj prestiž, danes je biftek še zlasti v obliki namaza, praznična stalnica. Slovenci smo res tu, bi rekel, zelo kulinarično željni bifteka za praznike. Mislim, da tudi zaradi tega, ker je to ena taka jed, se pravi, ki jo lahko hitro postrežeš, enostavna in je visoko kulinarična vrednost. Se mi zdi, da Slovenci že nasplošno radi dobro jemo, da nam ni problem probati kakšne take stvari. Da res je biftek pripravljen, kar se da kratek čas pred uporabo. Čim bolj sveže pojesti, ne zamrzovati, ne puščati v hladilniku, ko poteče rok, je pač zadeva za stran. Biftek, jaz mislim, da je Božič in novo leto je družinska, družabna, prijateljska, zelo pomembna kulinarika. Dober tek. Enako. To je to.